Ja, tako kot ste že slišali, to gre za celo zbirko slovarjev, različnih slovarskih del. Sproti eden izmed njih, kot ste slišali, je to vse elektronsko in sicer gre tukaj za izdaj recimo primeru sprotnega za 2 leti, pokriva obdobje 2 let in tako za, se pravi, to sta zdaj leti, predhodno je bilo 19-20, zdaj je 21-22 in je šlo sedaj. In to je skoraj 350-349 iztočnic, torej v povprečju 170-letno, novejše, uveljajoče se besedje, ki še ni v drugih slovarjih, se pa seveda pojavljajo tudi besede, ki že obstajajo, pa se razvijajo tako imenovani neosemantemi, novi pomeni, recimo pri hranilniku gre za hranilnik energije, toplote, pri mehurčku, znano iz obdobja pandemije in lahko tudi zaključena skupina, ki misli enotno, celo preenotno, pa plenilec v smislu spolnega predatorstva, rudarjenje podatkov ali kripto, sončnica kot po eno besedo za sončno elektrarno in tako naprej. Se pravi, vse to, kar že obstaja, pa se razvija novi pomeni. Velika večina tega, se pravi pa čisto novejšega besedja, ne novih pomenov, nastane po predlogih jezikovnih uporabnikov, se pravi v smislu, da predlagajo, potem se to v različnih virih preverja, ne kar samodejno. In ta princip oddajanja teh predlogov, zlasti na portalu Fran, pod predlagajta novo besedo, je že zelo dobro uveljavljen. Za vse iztočnice v sprotnem kot v drugih slovarjih, sprotni je nekoliko bolj enostaven, pa vendarle velja opremljenost z vsemi oblikoslovnimi podatki na klik, vse dobite oziroma v PDF imate izpisano, potem temeljni podatki o pomenu, o rabi, o kvalificiranosti, se pravi zaznamovanosti, če je, sprotni je tukaj zadržan, tako recimo ne označuje, da je nekaj tujega izvora v kvalifikatorju, so bile pa za leto 2022 prvič dodane razlage izvora v obliki krajših etimoloških osvetlitev in delno to velja za vse slovarje, za sprotni pa zaradi njegove narave, še toliko bolj, da je značilen velik vpliv zunanjih okoliščin, no, zdaj smo to slišali na različne načine že danes, in recimo v letu 2021, ki je tudi pokrito, je po tem prvem koronskem letu 20, se v letu 2021 mogoče to čistemeljno koronsko besedje nekoliko umirilo, je pa izstopala problematika povezana s cepljenjem, pa nasprotovanjem cepljenju in tako naprej, s tem, da je treba omeniti, ko smo gledali zglede za tako besedje, se je nanašali na čas tudi pred cepljenjem, se pravi, ni bilo edino za COVID-19, to je bil recimo anticepilec, anticepilka, pa provakser in tako naprej in potem stalne zveze kot imunski pobeg, prebojna okužba. V predhodnem letu, se pravi 2022, ki se je pred kratkim zaključilo, pa je sledila vrnitev nekoliko bolj običajne tematske okvire. Izrazito aktualna je bila recimo zlasti besedna družina rusofob, rusofobija in tako naprej, kar smo tudi danes že slišali, v povezavi s čim in v povezavi s poletno vročino in požari, recimo kanader, zračni traktor. Je pa tematsko zelo pestro, kot je običajno, se pravi to, kar je bilo med pandemijo, da je to zelo znamovalo, ni toliko pogosto, tematsko je mnogo bolj pestro, recimo tako imamo beseda kot za 22, antiutopija, brezpapirnat v smislu poslovanja branč, photoshopiranje, ki naj pripomore k instagramobilnosti, pa hektika, hektičen, kompostabilnost in reciklabilnost materialov, pa mikromobilnost, procesori računalnikov so sedaj 8-jedrniki, že vse pogosteje, outsourcanje dejavnosti, sekstanje, sezonalizacija in desezonalizacija dejavnosti, pa vetrne farme, koncept krožnega gospodarstva, koncept poleg mikromobilnosti, deljene mobilnosti in na spletu vedno navzoče, tako ali drugače vabe za klike, skratka, zelo pestro in sprotni slovar se, lahko rečem, med vsemi temi na to še nekako najbolj odziva in skuša podati čim bolj ažuren, kratek pa vendarle točen opis, da se lahko seznante s temeljnimi pomeni tega besedja čim bolj sproti, kot pač pove ime. Hvala.